Doktorica Marja Ravnikar, ste direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo, to je javni raziskovalni inštitut nacionalnega pomena, ki pa se ukvarja z raziskavami naravoslovnih ved. Vi beležite kar spoštljivo letnico delovanja, nekaj več že kot 60 let. Ne? Kot znanstveni inštitut imate v svojem naboru več področij raziskovanja. Kaj vse obsega? Res je, delujemo že več kot 60 let in ni slučaj, da smo se v zadnjih nekaj letih povečali kar za tretjino. Konec letošnjega leta pričakujemo 200 zaposlenih in to je verjetno posledica naših tematik raziskovanja, ki pravzaprav nas zanima okolje, raziskujemo sisteme od mikrobov pa do človeka, ukvarjamo se z varnostjo v okolju, varnostjo hrane, zdravjem ljudi in seveda različnimi aktualnimi problemi, kot je izginjanje ali pa sledenje biodiverziteti, na žalost tudi smo priča izginjanju biodiverzitete, podnebnim spremembam in njihovemu vplivu na naše okolje in na življenje. In to so teme, ki jih pravzaprav potrebujemo, zato da lahko iz tukaj izhajajo tudi različne inovacije, ki jih opravljamo na našem inštitutu. Tako da pravzaprav tematika je široka in povezana z naravo in človekom v tej naravi. No, izredno bogastvo vašega raziskovanja postaja tudi v širšem, kar bom rekla, globalnem pomenu, vedno bolj pomembno. Ne? Saj skrb za varovanje narave in življenja na njej je v sami topiki svetovne skrbi. Ne? In to vas tudi še bolj zavezuje k natančnosti, odgovornosti raziskovanja, ki pa služi zgolj znanstveni resnici. Ne? Kako se vi soočate s tem? Torej vsekakor je ta trenutek, v katerem živimo, zelo pomemben. In poudarek na raziskavah in ugotavljanju, kako narava funkcionira in kako se pravzaprav odziva tako na naravne fenomene, kot pa tudi na posledice človeškega delovanja, ni bil še nikoli tako pomemben. Če smo še pred desetletjem govorili, da moramo čuvati naravo za svoje potomce, lahko sedaj ugotovimo, da jo moramo varovati kar za nas same. Kajti spremembe, ki se dogajajo, so v bistvu zelo hitre in jih lahko opazujemo. Tako da seveda vsa dogajanja, povezana tudi z umiranjem živalskih, rastlinskih in drugih vrst, spreminjanjem ekosistemov, ne, ki je pravzaprav, ne govorimo samo o živalih, ki jih lahko opazujemo, velikih živalih, govorimo tudi o mikrobnih združbah, ne, ki se zelo hitro spreminjajo. Vemo, da se tudi obdelovalna prst izredno hitro spreminja in da imamo morda še 60 žetov pred sabo, če ne bomo spremenili kmetijske prakse. To vse nalaga veliko odgovornost, pa ne samo inštitucijam, kot smo mi, da pač sledimo in opozarjamo na takšne probleme in dogajanja v naravi, temveč tudi družbi in politiki, da na to odreagira. No, samo to, ker smo rekli, ne, da so vaše raziskave morajo biti natančne, se pravi, da in morajo služiti resnici. Ne smete zavajati, ko sporočate javnosti vaše ugotovitve. Vsekakor ne, to je samo po sebi razumljivo. Raziskovanje, težko bi rekla, da poznamo samo eno resnico. Ne. Pri raziskavah vedno govorimo, da lahko poročamo o rezultatih raziskav, ki so podvržene neki metodologiji in nekemu splošnemu znanju, ne, ki ga pa seveda moramo upoštevati in na podlagi naših dognanj, naših poskusov potem komunicirati to tako v srenjo raziskovalcev, kot pa tudi splošni javnosti. To je izjemno pomembno. Ne? No, prej ste predstavili razvejanost vašega raziskovanja in pa pozornost pritegnejo zlasti nekatere teme, za katere poznavalci pravijo, da bodo nosilne teme 21. stoletja, kot je recimo področje biotehnologije. Kakšno pa je vaše mnenje glede teh napovedi? Nedvomno je res, da že živimo v času bioloških raziskav in inovacij, ki sledijo iz tega. Ne, če samo pogledamo, kako hitro se razvijajo področja, kot je celično zdravljenje, recimo uporaba genske terapije z virusi kot terapevtiki, potem recimo morska biotehnologija,
biotovarne, ne, proizvodne različnih zdravil ali pa drugih aktivnih substanc s pomočjo naravnih organizmov. Potem pametno kmetijstvo, ne, kjer pač želimo razvijati rastline z boljšimi metodami spreminjanja, ki bojo bolj adaptirane na trenutno stanje, na podnebne spremembe, na sušo, na recimo povečano slanost v tleh. Ne. To so pač problemi, s katerimi se sooča svet in na žalost tudi Evropa. No, ko govoriva o zaveščanju širše javnosti in o pomenu skrbi za naravo, se ta izkazuje tudi v knjižnih izdajah, ki zaključuje vaše obsežne projekte, ne. Te knjižne izdaje so vedno poljudno napisane, strokovno zelo korektne in vabijo bralce k razmišljanju, ne. Recimo ob zaključku enega vaših obsežnih projektov je namen popularizacije spremljala tudi ugotovitev, zanimivo, ne, da so ljudje postali vedno bolj odtujeni od narave, ne. In namen prizadevanj, ki jih izkazujejo vaši raziskovalci v svojem predanem delu, skoraj da ne more imeti slabega učinka, ne. Vedno pozitiven. Se vam ne zdi to? Izjemno pomembno je, da komuniciramo z družbo in z vsemi sloji družbe, bi tako rekla. To je mogoče bila v preteklosti tudi napaka, da smo mogoče raziskovalci bili preveč zazrti v svoje delo in smo te rezultate znali premalo dobro skomunicirati na pravilen, a poljuden način, ne. Tako da moram reči, da tukaj v zadnjih letih tečejo na našem inštitutu izredno velike aktivnosti, praktično že 3. leto res jemljemo to komuniciranje znanosti zelo, zelo resno. Tako da v letošnjem letu smo tudi zaključili en velik projekt Life Natura, ki je imel pravzaprav za cilj doseči 1 milijon prebivalcev Slovenije in komunicirati in ozaveščati o naravi, o biodiverziteti, o tem, kaj v Sloveniji imamo. To je bil en zelo velik projekt, ki ga je vodila naša inštitucija, pa seveda z velikim številom soudeleženih inštitucij iz Slovenije. Potem recimo imamo že leta organiziramo dan očarljivih rastlin, ki je pravzaprav evropska akcija in tukaj organiziramo delavnice za otroke. No, zdaj smo imeli letos po 2 letih premora ponovno to v živo in tukaj gostimo 1000 otrok iz cele Slovenije. Zelo znan je tudi dan odprtih vrat na Morski biološki postaji. Tako da izredno se trudimo, no, pravzaprav tudi z različnimi knjigami, ne, kot ste omenili, ta zadnja knjiga, Neverjetna je naslov, mislim, da je res svetovna uspešnica. Na inštitutu imamo samo založbo Vse živo, kjer objavljamo take knjige in tukaj ne le, da so izredno lepe fotografije iz Slovenije, ampak so tudi mnenja različnih strokovnjakov, ne le biologov, o raznovrstnosti, o tem, kako dojemajo naravo. Tako da res lepa knjiga, zelo priporočam za branje. No, kot ste rekli, v polje vašega raziskovanja in dela sodi tudi raziskovanje morja in pa vsega živega, kar je povezano z njim, ne. Eksperti tega področja so vaši raziskovalci Morske biološke postaje, ki sodi v okvir vašega inštituta, čeprav zanimivo v delu širše javnosti to ni popolnoma poznano. Katero področje raziskav pa je primarno v njihovem delu? Torej, Morska biološka postaja je seveda članica Nacionalnega inštituta za biologijo, so pa dislocirana enota, ne, morda zato, ampak raziskujejo morje in pa tudi priobalni pas. In to iz vseh vidikov, biološkega, kemičnega, fizikalnega, veliko tudi modelirajo podatke tokov vetra, ne, veste tudi, da imamo raziskovalno bojo vida, ki pravzaprav online oddaja vse podatke, ki so dostopni na spletni strani vsem, ne, in si seveda z njimi lahko pomagajo najrazličnejše dejavnosti v družbi. Drugače pa so te raziskave, torej od mikroorganizmov, od mikrobiologije morja, pa potem do seveda biodiverzitete, vpliva podnebnih sprememb, pa do potem vpliva človeka, ne, torej vpliva onesnaženja,
različnih tujerodnih organizmov. Ne? Vse to poteka na Morski biološki postaji in ob tem recimo bi izpostavila en od teh zadnjih projektov Pirati plastike, to je trilateralni projekt med Nemčijo, Portugalsko in Slovenijo, ki je v Evropski uniji izpostavljen kot primer dobre prakse vključevanja državljanov, ne, citizen science, kot temu rečemo po angleško, ali pa občanska znanost, in primer, kako naj bi se taki projekti peljali naprej. Ne. Torej, da približamo pravzaprav dogajanje v okolju javnosti. No, vse novinarji, ki spremljamo recimo njihovo delo, teh vaših raziskovalcev, vidimo, kako je v bistvu obsežna njihovo področje dela. Ne? In naravnost res vrhunske so tudi predstavitve za širšo javnost, ne? Kjer prikazujejo bogastvo tistega dela Slovenije oziroma obmorskega dela, ki je sicer majhen, ampak izjemno, izjemno bogat. Ne? Prav v zadnjih desetletjih se je po zaslugi teh vaših raziskovalcev širša javnost začela bolj zanimati in postala bolj ozaveščena. Se vam zdi, da je to recimo ta njihova prizadevanja, da so na nek način pokazala se na dolgi ali pa bolj na kratki rok zelo uspešna? Ja, jaz mislim, da so vsa ta prizadevanja, ki izhajajo iz raziskav, torej okolja, pa tudi posameznih organizmov in so bila dobro komunicirana, so v bistvu pokazala javnosti, da imamo res majhno morje, ampak je biser v biološki pestrosti. In to so Slovenci nekako dojeli, ne? Da pravzaprav imamo zaklade, kot na primer tudi koralni greben. To še dolgo nazaj nihče ni pravzaprav vedel za to, ne, v Sloveniji. Tako da jaz mislim, da vse te raziskave prispevajo k temu, da bomo bolje ohranili našo naravo, ne, ker seveda moramo sobivati tudi z industrijo, ne, recimo Morska biološka postaja izredno veliko sodeluje z Luko Koper, pa z solinami, z ribiči, tudi na področju biotehnologije, na področju varne hrane. Tukaj je ogromno enih, bom rekla, aplikacij, ki so pomembne, ne, in seveda ob tem predstavljamo tudi to, kar pri nas imamo, to bogastvo živega in kaj pač potrebno ohraniti in na kakšen način sobivamo in razvijamo družbo, da lahko ohranjamo to, kar imamo, čim dalj časa in čim bolje. Iz tega vašega pripovedovanja, ne, pojasnjevanja, kaže, da je znanost danes res vse bolj prepletena. Se pa tudi zelo veliko od nje pričakuje oziroma tudi kar zahteva. Po drugi strani pa se pojavlja tudi skepsa ob določenih znanstvenih spoznanjih, kot smo opažali recimo pri tej pandemiji COVID. Ste kot znanstvenica kaj opazili te skepse? Poglejte, v času covida je bila skepsa vse prisotna, ne? To pravzaprav niti ni nekaj nenavadnega, glede na to, da je pač covid je bil res velika družbena, ne samo zdravstvena kriza. In iz te krize bi se morali veliko naučiti, ne? Tudi o tem, da je pač treba upoštevati znanje različnih deležnikov, ko se pripravljajo ukrepi. Kar se pa tiče sprejemanja znanosti, pa ankete ne kažejo slabo, ne? Poklic znanstvenika je še vedno med najbolj cenjenimi, ne? Skepsa se je pojavljala pravzaprav v ukrepe, vladne ukrepe in seveda tukaj svoj lonček dobi tudi znanost, ne? Ampak mislim, da se je znanost ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi in v svetu izjemno izkazala, izjemno hitro organizirala. Ne glede na to, da nismo imeli namenskih sredstev, smo takoj začeli raziskovati v to smer, ne. Recimo na našem inštitutu smo takoj pričeli z analizo odpadnih voda, ki vemo, da še zdaj daje izredno pomembne rezultate za obvladovanje epidemije po celem svetu. Smo se začeli ukvarjati z testiranjem materialov za maske in to ne samo mi, ne. Te raziskave so se odvijale na več univerzah in inštitutih v Sloveniji in seveda po svetu. Tako da jaz bi rekla, da se je znanost zelo izkazala, ne. Koliko je bila pa upoštevana in inkorporirana v ukrepe, to je pa že drugo vprašanje, ne. Skepsa do znanosti se pojavlja mogoče tudi zato, ker so pač spletni mediji nekaj, kar ponuja odgovore, instant odgovore, niso vedno preverjeni oziroma velikokrat niso preverjeni.
Ljudje pa po naravi iščemo potrditve svojih prepričanj. Ne? Če smo proti cepljenju, bomo iskali isto mnenje na spletu in tam ga lahko dobimo v vseh oblikah. In marsikatera je zelo neznanstvena. Ne? Tako da jaz si zelo želim, ne, da bi nekako našli pot iz tega spletnega medijskega prostora, ne, ki pravzaprav ponuja posamezniku, glede na to, kako ga je analiziral, pravzaprav reklamne vsebine, ne, ki so pa seveda zapakirane v recimo temu kvazi znanstvene novice. Ne. Tukaj bomo morali nekaj narediti, ne, ker ta del se je pa zelo poslabšal. Ampak glede na to, da sem optimist po značaju in glede na to, da človeška družba se razvija v pozitivni smeri, če gledamo zadevo globalno, ne, vedno več je ljudi, ki so šolani, vedno boljše zdravstveno oskrbo imamo, vedno manj je lakote in revščine, ne, seveda pa to ne moramo govoriti za vse predele sveta, nekje so hude krize, ne, in če si trenutno nahajaš v Ukrajini ali pa v Siriji ali pa v Afganistanu, se gotovo s tako trditvijo ne moreš strinjati. Ne. Ampak mislim, ne, da pač znanost in tehnologija je pokazala do zdaj vedno pot naprej. Tudi s takih zagat in sem prepričana, da jo bo. Ne. Če jo bomo le inkorporirali, dali primerno veljavo in če bomo seveda znanstveniki tudi uspeli skomunicirati svoje znanstvene rezultate z družbo, tako da bojo sprejemljivi, ne, da bomo v dialogu prišli do sprejemljivih rešitev, ker seveda znanstveno dognanje je ena plat medalje, sprejemanje tega dognanja in implementacijo v družbo je pa druga. Ne? In tukaj seveda je treba sodelovanje vseh družbe, države, vseh deležnikov. No, zdaj, v tem hitrem tehnološkem razvoju družbe so pričakovanja glede hitrih, inovativnih rešitev in pa teh problemov povezanih s tem zelo neizprosna. Sploh Evropa kot del razvitega sveta opozarja, da je v bistvu lačna inovacij. Ne? Najbrž pri teh pričakovanjih tudi vaše področje dela in pa raziskave niso izvzete. Kako se znanost recimo pri vas odziva na to? Ja, poglejte, na inštitutu zelo razumemo pomen prenosa raziskovalnih dosežkov v inovacije, ne, ker pač inovacije so uporaba nekih novih znanj. In praktično vsi naši oddelki na tem segmentu delujejo. S tem, da seveda inovacija ni nujno patent ali pa nekaj, kar naredimo za industrijo, čeprav seveda tudi delamo veliko za industrijo. Inovacije so tudi nove storitve, novi postopki, ne, ki jih recimo potrebujejo ministrstva, konkretno naprimer, da sledijo gensko spremenjenim organizmom, tukaj govorim predvsem tudi o nedovoljenih gensko spremenjenih organizmih, potem recimo novim povzročiteljem bolezni. Tukaj imamo pravzaprav 2 laboratorija, ki sta nacionalna referenčna laboratorija. Glede povzročiteljev bolezni rastlin imamo pa 2 evropska referenčna laboratorija na našem inštitutu, ki ves čas pravzaprav svoje raziskave, iskanje novih povzročiteljev bolezni, kako se le-te širijo, uporabljajo za nove postopke, za analizo naprimer hrane, rastlin, naprimer, ki prihajajo iz uvoza v Slovenijo, zato da ne sadimo okuženega materiala, recimo, da ne pride ne samo v Slovenijo, tudi v Evropo, ne, ker Luka Koper je vstopnica za Evropo, ne samo za Slovenijo, da ne pridejo določene bolezni z krompirjem, ki ga pozimi uvažamo, naprimer iz Egipta, da ne prihaja v Evropo oziroma ne prihaja okuženo seme, ne, smo imeli težave recimo z določenimi bolezni paradižnika, paprike pri uvozu iz Azije. Ne. Tako da to so inovacije, ki se ves čas dogajajo. Ne. Naprimer, raziskave biodiverzitete in raziskave določenih habitatov, določenih okolij v Sloveniji so pomembne pri gradnji. Ne. Pri gradnji, ne vem, hidroelektrarn, posegih v okolje. Ne. Pač potrebno imeti tudi to vrstno mnenje, tudi take stvari izvajamo. Ne. Tako da pravzaprav teh, bom rekla, inovacij je zelo veliko. Če omenim, naprimer, sodelavce, ki se ukvarjajo s toksikologijo. Ne. Pač imamo tudi laboratorij, dobro laboratorijsko prakso v laboratoriju, kjer lahko izvajamo analize toksičnosti za različna podjetja, konkretno zelo veliko delamo z podjetjem Lek, pa tudi v tujini, ne, kjer pravzaprav lahko pogledamo, kako so določeni
njihovi proizvodi ali pa tudi aparature primerni za uporabo, ne, v času razvoja. Ne. Pa če omenim samo 2 spin-out podjetji, ne, prav tako. Ne. Tukaj je zelo, zelo veliko inovacij, ki pridejo v prakso. Ali jih uporabimo na inštitutu z namenom pomagati različnim ministrstvom, ali pa pač pridejo do podjetij ali pa celo naših spin-out podjetij. No in zadnje razprave okrog novega znanstveno-raziskovalnega zakona in pa njegove implementacije odpira tudi vprašanje sodelovanja med inštituti in univerzo. Kakšno je vaše stališče in kakšen vaš pogled na to? Ja, moje mnenje je, da je pač sodelovanje izjemno pomembno na vseh nivojih. Zelo sem vesela, da v zadnjih letih raziskovalni inštituti v Sloveniji izredno tesno sodelujemo, pa tudi izboljšalo se je sodelovanje z rektorsko konferenco in upam, da na tem tudi ostane. Če želimo imeti dobro sodelovanje, pomeni, da se moramo pogovarjati o skupnih, bom rekla, izzivih, moramo biti pri tem transparentni in predvsem se moramo držati dogovorov. To je osnova za dobro sodelovanje. V svetu, ki nas obdaja, je nemogoče uspeti in dobro delovati brez sodelovanja. Pa tukaj ne mislim zgolj na materialne dobrine in na povečano vrednost, mislim tudi za ohranjanje našega življenjskega prostora, ne, za ohranjanje narave, za ukrepe, ki blažijo različne posledice, pa zdaj tukaj ne mislim samo podnebne krize, ampak tudi migracij in tako naprej. Tako da jaz mislim, da inštituti in univerza so naravni zavezniki v sodelovanju. To je nujno, ne, ker pač na inštitutih imamo določena znanja, ki jih univerza nima, tudi mogoče drugačen način dela. In za študente je izjemno pomembno, da spoznajo ta način dela in ta znanja. In seveda obratno, ne, tukaj je te povezave lahko zelo veliko in mora biti. No, presežek znanja, ki ga ustvarjate na Nacionalnem inštitutu za biologijo, ste implementirali v 2 spin-outih. To sta podjetji, in sicer Biosistemiko že pred leti, a ne? In novo ustanovljen spin-out podjetje Niba Labs. Lahko kaj več poveste o tem? Vsekakor, to je pomemben del naših dejavnosti in nov zakon nam bo omogočil, da bomo lahko tudi vstopali v taka podjetja, kar do zdaj praktično ni bilo mogoče. Vsekakor imamo med raziskovalci tudi zelo podjetne raziskovalce. In nekateri pridejo že, ko vstopijo v proces izobraževanja za doktorat in si želijo delati na tem področju. In seveda smo zelo veseli tudi takih raziskovalcev in zelo podpiramo njihovo dejavnost. Ker seveda imamo na inštitutu celo paleto raziskav, ki bi jih lahko pravzaprav implementirali na tak ali pa drugačen način. In obe te podjetji sta zelo uspešni, kar me izredno veseli. Prvo podjetje Biosistemika zdaj deluje že 12 let, ima preko 40 zaposlenih in je preko 90% izvoznik. Zelo veliko deluje z Ameriko, tam ima tudi še eno podjetje, skupaj z podjetjem Gilson. In eno takih pomembnih proizvodov je v bistvu elektronski dnevnik. Ne. Pravzaprav v laboratorijih še vedno delujemo na tak način, kot gospa Marie Curie, ko si je v zvezek zapisovala svoje rezultate. No, ta elektronski dnevnik pa omogoča seveda računalniško vodenje celotnega procesa izmenjave podatkov, ne le znotraj enega laboratorija, ampak znotraj različnih inštitucij ali pa tudi izmenjava z podjetji. Tako da Biosistemika deluje predvsem na področju, bom rekla, digitalizacije postopkov v laboratorijih. Ima pač zelo velik nabor različnih podjetij, s katerim se deluje. Medtem ko pravzaprav tam je najpomembneje kombinacija znanja računalništva pa molekularne biologije ali pa, bom rekla, tudi te biokemije, vseh teh procesov, ki se dogajajo v molekularnih laboratorijih. Ker računalničarji težko sami pravzaprav najdejo primerne aplikacije in zato je pač potrebna ta povezava. Medtem ko pri Niba Labsu gre pa za karakterizacijo virusov, ki se uporabljajo v genski terapiji. Ne? Virusov, s katerimi zdravimo naš genom, naše mutacije, pač bolezenske mutacije v našem genomu. In to je zdaj že zelo dobro poznana tehnologija, ki hitro raste.
In Niba Labs pravzaprav pomaga pri razvoju takšnih virusov. To tehnologijo smo razvili skupaj s podjetjem Bioseparations, s katerim sodelujemo praktično od njihove ustanovitve, in smo jo kot eno najuspešnejših tehnologij razvili tudi za podjetje Avexis, ki je izdelalo proizvod Nolkezma, ki ga je v bistvu uporabil tudi naš deček Kris, ne, za izboljšanje te mišične atrofije. Pa seveda potem, ko smo videli, ne, in začeli delati s preko 12 manjšimi in velikimi podjetji na področju teh novih bioloških zdravil, smo ugotovili, da to presega obseg, je že presegal delovanje inštituta, in zato smo se odločili, da bomo tehnologijo licencirali, in tako je bilo ustanovljeno podjetje Niba Labs, ki je zdaj prevzelo en del te karakterizacije, ne, ker seveda določene stvari upravljamo še vedno na inštitutu, kot so zapletene tehnike, ki omogočajo pregled zdravil, ne, teh vzorcev za vse nečistoče, ki se pojavljajo v teh proizvodih. S tem uporabljamo tehniko visoko zmogljivega sekvenciranja, ne, ker pravzaprav v enem vzorcu lahko določimo vsakršno DNA ali pa RNA, ki je prisotna, ne, ali pa recimo analize na elektronskem mikroskopu. Vse te stvari upravljamo na inštitutu, ne, medtem ko en del tega, recimo štetja virusov, karakterizacije virusov, tudi delno ugotavljanje nečistoč, je pa prišlo na podjetje, ne. In s tem imamo dobre izkušnje, ne samo, da preide tehnologija, preidejo tudi raziskovalci oziroma naši zaposleni, in tako sodelovanje potem traja dolgo časa, recimo z biosistemiko. Zdaj sodelujemo na nekem evropskem projektu, ki ga je Biosistemika pridobila, in v bistvu pomagamo raziskati, kako je lahko DNA skladišče podatkov. Take zelo zanimive raziskave. Ja, za ustanovitev tako visokotehnoloških podjetij pa je res potrebno veliko znanja, ker ste zdaj vse povedali, kar počnete, ne. Veliko izkušenj in dolgoletnega temeljnega, bazičnega raziskovanja. No, in prav ta del se včasih spregleduje in pa premalo ceni, ne, v lovu za novimi inovacijami, ne. Posebno takih inovacij, ki so plod visokotehnološkega znanja, a zahtevajo pa čas. Kako se vi z vašimi sodelavci soočate s tem problemom? Torej, res je, za vsako inovacijo je potrebno zelo, zelo veliko predznanja in predhodnih raziskav. Lahko trdim, da je pravzaprav za obe podjetji bilo potrebno več kot 10 let raziskav. Ne, da smo prišli, ali pa bom rekla, ne do ustanovitve podjetja, ampak do primerne inovacije, ne, ki se potem lahko trži. To je seveda ni cenjeno, ne, ker zelo težko tudi opredmetiš na nek način, ne. Ampak je pa to naša naloga, ne, pravzaprav, da na inštitutu pospešeno spodbujamo raziskovalce, da razmišljajo, kateri segment njihovih raziskovalnih rezultatov je mogoče spremeniti v inovacijo. To pač mora biti podpora, ne, raziskovalcem, ker raziskovalci smo po naravi iskalci novega, izredno smo radovedni, in ko odkrijemo nekaj novega, gremo že pogledati spet nekaj novega, ne. Zato, da pa do novega znanja, ta pot od novega znanja do inovacije pa zahteva veliko korakov, pa tudi velik vložek, ne. Torej, tako vložek strani zagotavljanja, da zaščitimo intelektualno lastnino, kot da dodelamo do konca, to se pravi, da bo ta raziskovalni rezultat res primeren in bo prešel lahko v inovacijo. Tako da si kar veliko obetamo tudi od tega novega sklada, ne, POC. To se pravi, to je sklad, ki bo omogočil pogledati, kako naši raziskovalni dosežki, koliko so pravzaprav, kako si jih lahko komercializiramo, ne. Tako da to je pač ta sklad, ne, za katerega denar je zagotovila Evropska investicijska banka, ne, in seveda tudi naša SID banka, še ena hrvaška banka, in mislim, da bo zaživel še v letošnjem letu, takšne so obljube, ne. Ker teh sredstev pravzaprav od raziskovalnega dosežka do inovacij izjemno manjka v Sloveniji, ne. Ko imaš ti neko inovacijo, ki že deluje, se seveda najdejo vlagatelji.
Preden imaš pa ti trg, ne, in dokaz, da bo nek raziskovalni rezultat res uporaben, je pa ta tako zvana dolina smrti, ne, kjer pa pravzaprav denarnih sredstev nismo imeli. Resnih denarnih sredstev nismo imeli v Sloveniji. Ne, od ustanovitve podjetja naprej je pa že lažje. No in tukaj upamo, ne, da bo to zastavljeno na tak način, da bo to možno tudi na področju biotehnologije, pač teh tehnologij, ki zahtevajo večje vložke in več časa. Če primerjamo recimo za neko inovacijo na področju računalništva, ne, kjer se lahko nekatere stvari zgodijo tudi zelo hitro, pol leta. Ne. Na področju biotehnologije to ni mogoče, ne, da bi od odkritja do uporabe minilo pol leta. No, zato ste šli pri teh zahtevnih raziskavah. Ne? Mislim, da lansko leto v izgradnjo biotehnološkega stičišča, ki je gotovo kar velik zalogaj. Obstajajo kakšne težave tudi zaradi zapletenih razmer današnjega časa? In še to me zanima, zakaj naslov biotehnološko stičišče? Bom začela kar na koncu. Biotehnološko stičišče smo poimenovali prav zato, ker smo pravzaprav že prej, preden smo se znašli v tej hudi prostorski stiski, ne, še vedno je 60 raziskovalcev deluje v kontejnerjih, a ne, smo pravzaprav gostili veliko raziskovalcev, tako iz Slovenije kot tudi iz tujine. Prirejali smo različne šole za specialiste iz celega sveta, so hodili k nam recimo za različno učiti se metodologijo različnih molekularnih tehnik. Gostili smo veliko raziskovalcev iz podjetij, ne? In tako stičišče si želimo tudi naprej, torej stičišče raziskovalcev, podjetnikov, izobraževalne dejavnosti, seveda tudi komuniciranja znanosti, zato stičišče. Ne? In ta objekt, ko bo končan, nam bo seveda to tudi omogočil, ker bomo imeli ne samo primerne laboratorije, kjer seveda, če želimo delati s celičnimi terapijami, genskimi terapijami, so to pač posebno varovani laboratoriji, ne, z pač sterilnim zrakom, z primerno postavitvijo, tudi dovolj prostora potrebujemo za to, pa seveda tudi recimo za študije okoljske DNA, ne, to so zelo popularne zadeve, ne, to recimo je tudi so naše študije SARS-CoV-2 v odpadni vodi, ne, tam pravzaprav študiramo okoljsko DNA ali pa RNA. Tako da to bo res odprlo vrata, tako v slovenskem prostoru, kot v evropskem prostoru. Če pa omenjamo težave, jih je pa kar nekaj. Ne? Pa čas, ko smo se lotili gradnje, poln izzivov. V lanskem letu, v juliju, smo podpisali pogodbo z izvajalcem, Kolektor Kolingom, in pravzaprav to čas covida, čas pomanjkanja kadrov, tudi težav povezanih s covidom pri izvajalcih, čas, ko so začele vsa sredstva so začela se izredno dražiti in seveda izvajalci imajo pravico po zakonu, ne, da če se pač podražijo čez neko mejo, lahko uveljavljajo povečanje sredstev. Velike težave so tudi povezane z ukrajinsko krizo in z dobavnimi verigami. Tudi tukaj je težava z časi dobave. Ampak ne glede na to, hiša raste, odzadaj se niti ne vidi več, kako hitro raste, ker se znotraj že opremlja, tako da smo izredno, čeprav je zelo, zelo veliko dela, izredno veseli in se veselimo te nove investicije. Sama umestitev stavbe v prostor vam je predstavljala nekaj zagad, kot recimo nasad japonskih češenj, ki so darilo države Republike Japonske, o čemer se je veliko govorilo in pisalo v tistem času. A ste ta problem rešili? Ta problem pravzaprav rešujemo ves čas. Moram reči, da je japonska ambasada izredno kooperativna. Ves čas jo seznanjamo, kako stvari potekajo. Ves čas so se pravzaprav tudi strinjali z vsemi rešitvami, čeprav smo imeli več možnosti teh rešitev. Tako da to je rešeno, tudi izvajalci vejo, da pač ta nasad smo se odločili ohraniti, oziroma Biotehniška fakulteta, ki je pravzaprav skrbnik tega nasada, in stvari tečejo zelo, zelo v redu. Imamo tudi pač profesionalce, ki skrbijo za ta nasad. No, to pa ni edina okoljska, bom rekla, okoljska ne težava, ampak upoštevanje vredno dejstvo. Ne? Na zahodni strani imamo tudi mokrišče,
Krajinski park Ljubljana, Rožnik pravzaprav se nahajamo, ne? In tudi tukaj smo se povezali z društvom, ki se ukvarja z dvoživkami, tako da spremljajo situacijo. Ščitimo tudi gradbišče, pravzaprav mokrišče pred gradbiščem, in smo tudi v času gnezdenja žab zaščitili, da ni prišlo do prehoda žab na gradbišče, ne, ali pa kakšnih izlivov ali kaj podobnega. Tako da seveda se zavedamo, da moramo ohranjati tisto lepo in pomembno, kar imamo okrog sebe, čeprav gradimo. No, še tole. Kako pa vi vidite tudi recimo znanost na Slovenskem v prihodnjih letih, ne? Tudi glede na vključevanje v širši evropski prostor, kjer naj bi po prizadevanjih sodeč ustvarili na nek način neko blagovno znamko skupaj z univerzami in inštituti ali pa kar evropskim akademskim prostorom. Torej, v povezovanju je prihodnost, ne? Svet je res postal izjemno majhen. Tako da mislim, da je tukaj na vseh naloga, da se povezujemo. Seveda, kar se tiče povezave znotraj Evropske unije in državami, ki se lahko povezujejo pri različnih mehanizmih financiranja Evropske unije, je zelo pomembno, da država, ne, torej Slovenija, odigra svojo vlogo in nas vključi v čim več teh skupnih aktivnosti, kot je recimo raziskovalna infrastruktura ali pa kot so različna partnerstva, ne, za raziskave na različnih področjih. Ker pač naše izkušnje so takšne, da več ljudi sodeluje pri reševanju neke tematike ali pa odkrivanju novega, raziskavah ali pa tudi inovacijah, več vsak posameznik, to se v bistvu sešteva, oziroma bom rekla eksponencialno veča, ne sešteva. Tako da to je izjemno pomembno. Jaz mislim, da brez tega ne bo šlo, tako v evropskem prostoru kot v slovenskem prostoru. In imamo nekaj zelo lepih praks, recimo Nizozemci so pač to svojo agronomsko dolino v Wageningu in okolici izredno lepo zaokrožili z sodelovanjem inštitutov, univerze, tudi bolj, bom rekla, nekaterih šol, zelo aplikativnih in zelo raziskovalnih inštitutov. Pri tem so seveda ohranjali svojo suverenost, vendar so se vsebinsko izredno dobro dopolnjevali in je to ena od takih zgodb o uspehu.